Ahoj! Lepo pozdravljeni na YouTube kanalu Društva Argos. Evo, tokrat se vam javljamo iz Slovenskih Konjic. Moje ime je Nina in sem članica Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije. Za začetek vam bi želela pokazati razgled iz moje pisarne, ki se razteza na Konjiško goro. Konjiška gora bo vsak trenutek ozelenela do vrha in to bi se naj zgodilo najkasneje do 23. aprila, ko praznuje svoj dan Sveti Jurij. In temu gospodiču bomo danes namenili malo več besed. Ste se na tem mestu mogoče vprašali, kako je Jurij povezan s Slovenskimi Konjicami? Torej, Jurij ni samo zavetnik mesta. Juriju je posvečena tudi cerkev v Slovenskih Konjicah, njegovega belega konja pa lahko vidite tudi na konjiškem grbu. Vse skupaj pa izhaja iz legende o konjiškem zmaju, ki gre na kratko nekako takole. Konjiška gora je bila nekoč votla, ta votlina je bila napolnjena z vodo in to je bilo prebivališče konjiškega zmaja. Zmaj se je v tej vodi, v tem jezeru v Konjiški gori zelo rad kopal, zelo rad je čofotal po tej vodi, s tem povzročal ogromno hrušča in trušča in ogromno skrbi prebivalcem Konjic. Ti so se namreč bali, da zaradi vsega hrupa enkrat goro razpoči, s tem poplavi njihove domove in rodovitna polja. Tako so se Konjičani obrnili po nasvet Graščaku, ki jim je enostavno svetoval, naj se pogovorijo z zmajem. In zmaj je razložil svoje zahteve. Vi meni 6 devic vsako pomlad na Jurjevo in jaz vam mir za celo leto. In tako je tudi bilo. Vse dokler ni prišla na vrsto Graščakova edina hči Marjetica. Graščak je takrat iskal nekoga, ki bi se boril z zmajem, a žal ni nikogar našel. Tako je na Jurjevo počasi Marjetica z drugimi 5 dekleti že korakala proti zmajevi votlini, ko je na belem konju v Konjice pridirjal Sveti Jurij, prerezal zmaju vrat, tako rešil dekleta skupaj z Marjetico in vse prebivalce Konjic pred zlobnim zmajem. Samo obujanje legende pa je preraslo v imenitno jurjevanje z bogatim spremljevalnim programom za otroke in odrasle, kjer ne sme manjkati Jurjeva povorka z zmajčkom. Konjičani pripravljajo tradicionalno jurjevanje že več kot 20 let, ampak zadnja 4 leta so programu dodali tudi tako imenovani Jurjev festival kulinarike in domače obrti, kjer se predstavijo lokalni ponudniki. Seveda pa ne gre brez sestavljanja najdaljšega konjiškega štrudla v družbi konjiškega zmaja. V prav posebnem delu programa z naslovom Štrudl bo šel ga najprej izmerimo in rekord je še vedno pri 100 metrih izpred 3 let, nato pa ga vsi skupaj pojemo in vedno nam uspe. Lansko leto nam je slabo vreme odpihnilo jurjevanje, letošnje leto korona. A Konjičani se ne damo in verjamemo, da jurjevanje 2021 bo. Srčno pa upam, da se vidimo že kaj prej v Slovenskih Konjicah, mestu cvetja in vina. Pa lep pozdrav!